V Pardubicah na Češkem se je odvijala 4. dirka državnega prvenstva v Speedwayu na 250 kubičnih motorjih za mlade voznike od 12 do 16 let. Belgijski Lommel je bil prizorišče 13. dirke svetovnega prvenstva v motokrosu, mehka mivka neprijazna za Tima Gajserja in Jana Pancarja. Sibiu je gostil dirko svetovnega prvenstva v težavnem reliju oziroma hard enduru. Slovenska predstavnika uspešno premagala romunsko divjino. Anže Grmek je v Žarnovici vozil dirko evropskega prvenstva v Speedwayu za voznike do 19 let in dosegel začrtan cilj – finale. V italijanski Cremoni se je končalo tekmovanje FIA Academy Trophy. V kategoriji OK sta slovenske barve branila Aleksandar Bogunović in Mark Kastelic. Vantaa na Finskem je gostila 14. dirko svetovnega prvenstva v motokrosu, oba slovenska predstavnika, Gajser in Pancar, končala med deseterico. Eno članstvo za vse. Za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Oval v Pardubicah na Češkem je bil prizorišče 4. dirke državnega prvenstva v Speedwayu na 250 kubičnih motorjih za mlade voznike od 12 do 16 let. V konkurenci fantov iz Poljske, Češke in Madžarske so se dobro odrezali tudi 3 Slovenci. Za prvim, Maksimilijanom Pavelčakom, je drugo mesto presenetljivo osvojil Tilen Bračko, tretji je bil Sven Cerjak, Gregorju Zorku pa je pripadlo končno 6. mesto. Dobrodošli v AMZS. Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 €. Več na amzs.si. Najboljši motokrosisti na svetu so se zbrali na prizorišču 13. dirke svetovnega prvenstva v motokrosu. Belgijska steza v Lommelu je pozdravila neustrašne dirkače, med katerimi sta slovenske barve na veliki nagradi Flandrije branila tudi Tim Gajser in Jan Pancar. Za izkušenejšega Gajserja je bila to druga dirka po povratku dirkaško karavano, zaradi česar v ospredje ni postavljal rezultata. Poleg tega se je podal na zahtevno progo, ki zaradi mehke mivkaste podlage dirkačem ne odpušča napak. 5-kratni svetovni prvak se je kvalifikacij lotil preudarno in jih končal na solidnem 10. mestu. Rezultatsko ni to, kjer si bi želel, ampak tak je. Se zavedam, da ni enostavno priti po poškodbi in tako iti v Lommel. Teda smo pričakovali, da ne bo najlažje. Čeprav se stvari v Belgiji niso odvijale v njegovo korist, pa je poskušal iz zahtevne preizkušnje izvleči maksimum. Prva dirka, ki jo je dobil Romain Fauve, je bila zanj naporna in tudi boleča. V prvi vožnji je dobro štartal in bil po prvem ovinku 5., nato pa je v nadaljevanju padel in med lovljenjem ravnotežja po nesreči prijel za izpušno cev ter se opekel. V bolečinah je nadaljeval in se iz zadnjega mesta poskušal prebiti naprej. Zaradi dirkaškega talenta je uspel prehiteti počasnejše dirkače, na koncu pa iz sebe in motorja izvlekel maksimum ter prvo vožnjo končal kot 15. Tudi druga vožnja, najhitrejši je bil Jorge Prado, mu ni prinesla posebnega zadoščenja, kljub trudu ni uspel izboljšati rezultata in je v skupnem seštevku končal na 15. mestu. V vsaki vožnji sem enkrat padel, kar sigurno ni bila dobra popotnica za celo vožnjo, potem nisem se najbolj sprostil. Tako da ja, plan je za naprej sigurno probati se bolj sprostiti, voziti tako znam. Tako da ja, nova proga je bila posebna, zelo zavita, zelo zaprta, bom rekel, za peščeno progo. Ampak na koncu je bila za vse enake, tako da je bila ok. Telo bom rekel, da je kar ok. Najboljšega dirkaškega konca tedna v šibkejšem razredu MX2 prav tako ni imel Jan Pancar. Že kvalifikacije so se začele slabim izkupičkom od pričakovanj, saj jih je končal na skromnem 18. mestu. Čeprav bi na prvi dirki lahko iztržil nekoliko več, pa mu belgijska mivka ni odgovarjala. Kar 2-krat je padel in tako ciljno črto prevozil kot 21. Za nameček ni bilo nič bolje od drugi, ko jo je po padcu hudo skupil in bil še 2 mesti slabši. Obisk Belgije je končal z modricami, brez osvojenih prvenstvenih točk, saj je bil skupno 26. Najboljši dirkač dneva v MX2 je bil Belgijec Jago Gerc.
Brezpotja Romunije so vnovič gostila motocikliste, ki so se preizkušali na večdnevnem vztrajnostnem reliju v Hart-Enduru. Na sloviti preizkušnji Romaniacs sta letos nastopila dva slovenska predstavnika. Tjaša Fifer se je z naravnimi ovirami in konkurenco v okolici mesta Sibiu preizkusila v kategoriji bronz. Nepopustljiva Štajerka je fantastično začela zahtevne etape in bila po 2 dneh odlično na poti. Tretji dan je bil za njo najtežji, saj je premagovanje ovir otežil padec v vodo in tehnična okvara. Evo, končala sem najtežjo dirko, bolj sem vesela, ker je bilo res težko. Tak da, glej, imamo ga. Z veliko mero srčnosti je preživela vseh 5 etap in na koncu osvojila 47. mesto v konkurenci bronz ter za svoj pogum prejela pokal za najboljšo predstavnico v ženski konkurenci. Poleg nje je v cilj 20. izvedbe z imenom Nemogoče uspel pripeljati tudi Miloš Novakovič, ki je tekmoval v najbolj zahtevnem razredu Gold. Po 5 etapah, za katere je potreboval 44 ur, 7 minut in 20 sekund, je zasedel 22. mesto. Sicer so bili trenutki, ko sem mislil, da ne bo šlo, ampak sem si rekel, to je tvoja zadnja možnost, zdaj ali nikoli. Tako da sem z izkupičkom dirke zelo zadovoljen. V točkovanju za svetovno prvenstvo pa je osvojil 3 točke in v skupnem seštevku zaseda 17. mesto med najboljšimi hard-enduraši na svetu. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Spidvejistu Anžetu Grmeku je na polfinalni dirki Evropskega prvenstva mladincev do 19 let v Žarnovici na Slovaškem uspel veliki met. Član AMTK Ljubljana si je privozil 9 točk, kar je zadostovalo za osvojeno 8. mesto, ki mu zagotavlja nastop v finalu. Ta bo na sporedu 19. avgusta v Gorzovu na Poljskem. Na stezi v Cremoni je potekala 4. dirka Evropskega prvenstva v kartingu, med 65 vozniki sta z licenco AMZS tekmovala tudi Aleksandar Bogunović in Mark Kastelic. Boljši od slovenske dvojice je bil Bogunović, ki se je nekajkrat približal deseterici. Po kvalifikacijskih preizkušnjah je Bogunović v skupnem seštevku zasedel 27. mesto s 136 točkami. Kastelic pa je bil s 95 v ozadju na 61. mestu. Kastelic je obstal v nedeljskem polfinalu, za Bogunovića pa se je finale končal še preden se je začel, obtičal je že na štartu. Na koncu mu je pripadlo 33. mesto. AMZS Karting in motošportni center v Slovenji vasi je dirkališče z vso ustrezno infrastrukturo, ki od leta 2018 dviguje adrenalin tekmovalcem v kartingu in različnih motošportnih panogah na dirkah za državno prvenstvo. Vsaka proga ima leve in desne ovinke, tukaj ni nič drugače. Največ, kar se razlikuje ta proga od ostalih, je smer kroga. Ta je v smeri kontra ure. You have a little bit of everything. You have tight corners, very fast corners, long and short. So for me it's quite an all-round track. Imamo tudi 2 tako imenovane šikane, tako da pista ima skoraj bi rekel vse elemente, da ti predstavlja nek izziv. Na voljo je tudi za številne rekreativce. Glavna stvar je, da se vedno brenza, ko je volan ravno. Vsak si lahko v točno določenih terminih izposodi kart ter se preizkusi na 1005 metrov dolgi asfaltni stezi s 13 ovinki in začuti povišan srčni utrip ob drvenju po najdaljši tovrstni progi v državi. For the first time ever you need to really get used to the track. Izziv za rekreativne voznice in voznike je prav gotovo rekord kroga.
z najetim kartom znaša 57 sekund in 229 tisočink. Brenza se pred ovinkom, ko je volan ravno, se spusti brenzo, zavije, na pol po polovici ovinka se gre počasi postopoma po gasu z občutkom in ven z ovinka. Pista je absolutno namenjena vsem, imamo tudi različne gokarde z različnimi hitrostmi, tako da je absolutno primerna za ljudi, ki še nikoli niso vozili ali pa za ljudi, ki vozijo že leta in leta in leta. Pridite in se preizkusite v vožnji z gokardom. Vse informacije o obratovanju proge lahko najdete na spletni strani amzs.si/karting. Dirkači razreda MXGP niso imeli veliko časa za počitek, saj je po dirki v Belgiji sledila preizkušnja za veliko nagrado Finske. Oba slovenska motokrosista Tim Gajser in Jan Pancar sta bila trdno odločena, da na severu Evrope popravita vtis 13. dirke v sezoni. Mehko flandrijsko podlago sta zamenjala za malenkost tršo na progi Vantaja, ki se nahaja blizu Helsinkov. Gajser je kvalifikacije začel odlično, toda znova se ga je držala smola. Zaradi težav z verigo in zablokiranim zadnjim kolesom je izgubil preveč časa in si privozil 12. štartni položaj. Na zahtevni progi, na kateri so se iz kroga v krog delali drugačni kanali in kupi mivke, so imeli številni neverjetne težave. Najhuje je v prvi vožnji skupil moštveni kolega Tima Gajserja pri Hondi Ruben Fernandez, ki se na srečo ni poškodoval. Zmagal je Romain Favre. 25-letni Makovčan je trdno odločen, da odpelje dobro dirko. Takoj po štartu je prehitel nekaj dirkačev in do konca prve vožnje suvereno prehiteval počasnejše voznike. Ciljno črto je prečkal kot 6. in si tako dvignil samozavest. Spet en korak naprej, tako da moram biti zadovoljen, čeprav si želim biti na vrhu, ampak vem, da je trenutno to dobro. No. Tudi z motorom smo naredili veliki napredek, ogromno testiramo. Kar se začenja poznati na rezultatih. Druga dirka na Finskem je bila podobna prvi, a z drugim zmagovalcem, tokrat je bil to Jorge Prado. Gajser je nadzoroval svoje mesto, prehitel nekaj dirkačev in končal na 6. mestu, kar je bila tudi njegova skupna uvrstitev. Druga vožnja je bila v redu, spet smo naredili neke spremembe in sem se dosti boljše počutil na motorju. Potem zadnjih par minut mi je malo zmanjkalo, ampak nič nisem hotel riskirati. Po povratku po poškodbi je odpeljal že 3 velike nagrade, ki so terjale svoj davek, a izboljšava rezultatov ga navdaja z optimizmom. Iz tekme v tekmo bom napredoval in bom vedno bližje. Naporno, bom rekel, da je bilo krvno sploh priti nazaj po taki poškodbi, tako imeti 3 vikende zaporedoma tekme, sploh voziti v mivki, mivka te še bolj otrudi, še bolj je fizično naporno, sploh tisti lomel, ko smo imeli na sredini. V Skandinaviji je bil prisoten tudi Jan Pancar, ki je tako kot Gajser nujno potreboval dober rezultat za dvig izgubljene samozavesti. Kvalifikacije se sicer še niso povsem iztekle po željah, saj si je v zahtevnih pogojih na stezi privozil 15. štartno mesto. A na njegovo veselje na prvi dirki za 2 mesti izboljšal izhodiščni položaj, še boljši pa je bil drugi vožnji, ki jo je končal na 10. mestu. Seštevek osvojenih točk mu je prinesel skupno 9. mesto na veliki nagradi Finske. Po 14 prizoriščih v skupnem seštevku svetovnega prvenstva zaseda 10. mesto. Med dirkači šibkejšega razreda je do zmage prišel Andrea Adamo, motociklistična karavana se bo sredi avgusta ustavila na Švedskem.